Hej, moje ime je Lara in ti poslušaš novo serijo Kozmo Kariera podcasta, v kateri ti bomo pod pokroviteljstvom Unicredit Slovenija predstavili novodobne poklice in te vzpodbudili, da tudi sama odkrivaš področja, na katerih boš mogoče ravno ti nekoč prestavljala meje. Moja današnja gostja je Eva Černčič-Osojnik, ki je trenutno zaposlena kot matematična analitičarka in razvijalka programske opreme v podjetju za razvoj naprednih aplikativnih sistemov. Dodiplomski študij matematike je Eva dokončala na Univerzi v Southamptonu v Angliji in ga nadgradila še z magistrskim študijem na Imperial College London, ki ga je prav tako kot dodiplomskega končala z najvišjo oceno. Svoje znanje o inteligentnih sistemih je Eva med študijem kalila še na Inštitutu Jožef Stefan. Zaupala mi je še, da poleg razvijanja programske opreme z navdušenjem premaguje še plezalne ovire, uživa pa tudi v teku in slikanju. Draga Eva, lepo pozdravljena, v čast mi je, da si danes z mano in za začetek si želim, da se malce bolj spoznamo, zato bi te prosila, da mi na hitro odgovoriš na naslednja vprašanja. Uspeh, na katerega si najbolj ponosna je? Zdravo tudi tebi in zdravo vsem, ki poslušate. Mislim, da enega uspeha ne bi morala definirati kot takega, ampak sem ponosna na vse male uspehe tekom dneva, ki mi uspejo. Super. Kakšen je naslov knjige, ki je na tebi pustila največji vpliv? Tu prav tako ni ene same knjige, mislim, da sem brala različne knjige tekom svojega odraščanja in potem odraslega življenja, tako da, na primer, ko sem bila manjša, je bila zagotovo ta knjiga Harry Potter. Mislim, da priljubljena knjiga marsikoga. Potem kasneje pa so bile to druge knjige. V bistvu naslov, ki mi pade na pamet, knjige, ki sem jo prebrala pred kratkim, je Lifespan. To je knjiga, ki govori o staranju, zakaj se staramo, kako se bi lahko počasneje starali in kaj lahko naredimo, da bo naša starost čim bolj prijetna. Zanimivo. Zaupaj nam svoj moto. Nekega posebnega mota nimam, ampak če bi morala izbrati nekaj, bi rekla, da poskušam živeti po načelu, kaj lahko storiš danes, ne odlagaj na jutri. Oziroma, če povemo drugače, kaj lahko storiš v nekem trenutku, ne odlagaj na kasneje, ker bo veliko težje. Wow. Kaj pa zate pomeni tvoja kariera? Moja kariera je zame zelo pomembna. Prvo zaradi tega, ker velik del svojega budnega časa preživimo v službi. Prav tako verjamem, da mora človek početi nekaj koristnega v življenju, torej da je sam s seboj zadovoljen, da lahko pomaga ostalim ljudem, da je ponosen na to, kaj dela. In pa še zadnji vidik je tudi finančna stabilnost. Brez denarja oziroma denar potrebujemo za preživetje, torej ne gre se samo za to, da delaš nekaj, kaj imaš rad, ampak na koncu dneva tudi, da si za to delo dobro plačan in da lahko dobro živiš. Ok, sedaj, ko se pa že malce bolj poznamo, pa lahko kar pričneva z najnim pogovorom. Zanima me, kdaj je danes zazvonila tvoja budilka in kako si pričela svoj dan pred odhodom v službo? Danes je budilka zazvonila 15 minut hitreje, torej ob 5. zjutraj, zaradi tega, ker sem morala biti v službi malo prej. Drugače se vstajam okoli 5:15, 5:30, potem si pripravim kavo, si pripravim limonado. Zadnja 2 meseca so dnevi zjutraj sicer malo bolj pestri, ker imamo s partnerjem novega psa, torej psičko, ki je trenutno stara 4 mesece, tako da je zjutraj zelo pestro. Ampak upam, da se bom kmalu vrnila v tisti utečen ritem zjutraj, ki pa je bil potem po jutranji kavi, je sledila kakšna telovadba, mogoče tek, fitness, nekaj podobnega. Potem sem se počasi pripravila za službo, pojedla zajtrk in odšla na delo. Super, kdaj se pa zbujaš? Ob 5:15. Aha, to si prej omenila, ja. Ja. Kaj pa je prva stvar, ko storiš, ko prideš v službo? Torej, če je to idealen dan in me zjutraj na vratih ne pričaka neka nepredvidena naloga, potem bom prižgala računalnik, prebrala maile, prebrala ostala sporočila, ki jih imamo na komunikacijskih kanalih, kot je Slack, z strankami in tudi med nami. Odgovorila na ta sporočila in šla čez vse naloge, ki jih moram narediti v dnevu. Tako da sem nekako pripravljena do sestanka, ki ga imamo ob 9. zjutraj. Tako da ponavadi imamo takšen kratek 5-minutni sestanek, da se vsi updatamo, kaj mora kdo početi, kaj so naše naloge. Tako da to bi bil nek idealen dan v službi, začetek tega dneva. Super. Si že od nekdaj želela postati matematična analitičarka in razvijalka programske opreme? Pravzaprav ne.
Torej, v srednji šoli nisem točno vedela, kaj želim postati. Torej, ko je bil čas za to, ko si star nekje 17-18 let in bi se mogel odločiti o poklicu, nisem vedela, kaj bi rada. Zanimala me umetnost, tudi zelo rada sem slikala, ampak se nisem videla v nekem poklicu, ki je bil s tem povezan. Mogoče kako oblikovanje ali pa arhitektura, ampak tudi ne čisto. Zato sem odkrito povedano izbrala smer študija pri predmetih, ki so mi zelo ležali. Torej, naravoslovni predmeti, matematika. To mi je zelo šlo in potem, ko sem si malo boljše pogledala študij, sem ugotovila, da lahko počneš še kaj drugega, kot samo delaš na faksu in sem se potem odločila za to. Super. Kako to, da si se odločila za študij v Angliji? To sem si pa pravzaprav želela že od začetka srednje šole, torej vedela sem, da bi rada šla študirati nekam v tujino. Zakaj? Ne vem čisto točno, pač to je neka ideja, ki jo imaš kot 15-letnik očitno. Zakaj Anglija? V začetku sem si želela iti v Ameriko, ampak so tam šolnine veliko dražje, dostopnost je težja kot nekje v Evropi. In potem je bila tudi Anglija super izbira, torej jezik je angleščina, ki ga poznam. Bila je možnost dobiti štipendijo preko Ad Future. Relativno blizu je vseeno dostop z letalom in tako in sem se odločila za Anglijo. Pa tudi v bistvu nek korak izven cone udobja. Ja, to je pa res. To je pa kar sprememba pri teh letih. In kako se študij v Angliji razlikuje od našega? V Sloveniji nikoli nisem študirala, tako da težko direktno primerjam, ampak mogoče neke take razlike, ki so očitne, so za začetek je tam študij plačljiv, torej šolnina ni majhna, tudi za ljudi, ki živijo v Angliji. Če nimaš neke štipendije, je to velik zalogaj. Zaradi tega se jemlje študij bolj resno, torej ni nekaj, kaj bi lahko vlekel več let, kaj bi jemal z levo roko, zaradi tega, ker po koncu študija je večina ljudi ostane z kreditom, kar je pri nas ni nekaj standardnega, tako da to je ena velika razlika. Druga pa mogoče to, da ni več kot en izpitni rok na izpit. Res? Ja, torej za vsak izpit je samo en izpitni rok in če ne narediš izpita, imaš sicer na koncu poletja še eno možnost, ampak na tem drugem izpitnem roku pa potem lahko dobiš samo minimalno oceno. Torej ne glede na to, kako ga v drugo opraviš, je potem ocena minimalna. Če pa ga ne opraviš enega izpita potem na tem drugem roku, pa v bistvu ponavljaš celoten letnik in se ti ne priznajo izpiti za nazaj. Tako se mi zdi kar strogo to. Potem. Ja, je strogo, po drugi strani je pa kar dobra motivacija. Ja. Kako se ti je pa zdelo življenje v Angliji? Katere njihove navade so ti recimo všeč, kaj ti pri njih ni bilo ravno pri srcu? Ni se mi zdelo tako drugačno kot tukaj, vseeno so zahodna evropska država, tako da so kar podobni kot smo mi. Nekaj razlik zagotovo je kulturnih, tako kot se na primer življenje v Avstriji razlikuje od življenja pri nas. Ampak drugače, morda največja razlika je, ko živiš v nekem večjem mestu zaradi tega, ker je več ljudi, se več dogaja, je več prometa in tako naprej. Tako da to bi rekla, da je bila največja razlika. Morda to, da vozijo na drugi strani ceste. Ja. Torej, ko greš kam s kolesom, je to zna biti kar šok. Ja, kako si se pa potem navadila tega življenja, ko si prišla iz Slovenije, pa potem kot 18-19 let stara v neko tako večje mesto, oziroma v Southampton, takrat na začetku še? Torej, Southampton je bil v redu korak zaradi tega, ker ni bilo tako ogromno mesto, ampak vseeno je kar sprememba. Predvsem iz vidika, da si za vse sam, torej nisem poznala dobenega tam, na začetku ni doben govoril mojega jezika, ampak dobro, to še ni taka težava. Ampak naenkrat jaz si za vse sam, torej za vse moraš poskrbeti, tako da samostojnost je mogoče tista lekcija, ki jo najbolj dobiš s takim študijem. Torej, to je bila ta najboljša izkušnja ali pa lekcija, ki si jo dobila tekom študija in življenja v Angliji, ali bila še kakšna druga? Ne bi rekla, da kar to. Torej, to, da se naučiš samostojnosti, da je treba poskrbeti tudi za stvari, ki se drugače ne bi rad ukvarjal z njimi. Zdaj pa se bova kar posvetili tvojemu delu in me zanima, kaj te pri tvojem delu najbolj osrečuje? Pri mojem delu me najbolj osrečuje to, da se vsak dan spopadam z novimi problemi. Torej, smo razvojno podjetje, kar pomeni, da za zunanje stranke, ki so ponavadi druga podjetja, razvijamo elektronske sklope in programsko opremo. In to pomeni, da vsak dan počnemo skoraj da nekaj novega, da se konstantno treba učiti novih stvari, da doben projekt ni enak prejšnjemu. Torej,
da se konstantno spopadaš z izzivi. Torej ta neka dinamičnost, da ni vsak dan neke iste začrtane rutine. Ja, točno tako. Super. Trenutno sama delaš na projektu Open Color, pri katerem razvijate pametne sledilnike za ogrožene živalske vrste. Sama razvijaš programsko opremo. Povej nam kaj več o tem projektu in pa kaj sama pri tem delaš. Torej gre se za projekt, torej spet za eno izmed naših strank, ki se ukvarja s tem, da naprej prodaja v bistvu sledilnike za razne živali. Ponavadi se gre za ogrožene živalske vrste, torej naprimer nosorogi, levi, sloni, želve in tako naprej. Ker na trgu ne obstajajo neki smiselni, kaj je mišljeno s tem sledilniki, ki bi bili dovolj cenovno ugodni in ki bi funkcionirali na način, kot ga stranka potrebuje, nam potem v bistvu podajo ta razvoj sledilnikov. To so takšne male napravice, podobno kot imamo mi te GPS ure ali kaj podobnega, s to razliko, da morajo delovati dlje časa. Torej pomeni, da morajo neprekinjeno slediti živalu več let, torej tudi do 10 let, če je potrebno. Delujejo na baterijo in pa, da so ponavadi na območjih, kjer ni neke povezljivosti, take kot jo imamo tu, torej v savani v Afriki, nimamo mobilnega omrežja, ni pokritosti s Wi-Fijem in tako, torej morajo biti izredno majhne, da so lahko na živalih in pa morajo delovati na način, da ne porabijo baterijo takoj, ker jih ne moremo polniti, kot na primer naše ure. Kako pa bi nam laikom recimo opisala, kako poteka to tvoje delo? Kako ti v bistvu razvijaš to programsko opremo? Kaj to sploh pomeni? Torej v bistvu na nekem projektu, ki ga delamo za naročnika, ponavadi nam on pove, kaj želi. Kako si to predstavljamo? Torej nekdo ima neko idejo za neko napravo, ki bi jo rabil. In potem poišče nekoga, ki bi to za njega naredil, to smo v bistvu mi. In mi se z naročnikom dogovorimo, kaj mora ta naprava delati, torej ali mora imeti neko Bluetooth povezljivost, kako mora izgledati, kakšne senzorje mora vsebovati, naprimer delamo razne senzorske naprave in potem enkrat, ko začrtamo, kaj v bistvu razvijamo in kakšne funkcionalnosti ima, potem naši elektroniki pripravijo dizajn tiskanih vezij, naši mehaniki izdelajo neko smiselno ohišje, torej kje bo bila ta naprava, in ostali del ekipe pa razvijamo programsko opremo. Torej, za mikrokrmilnik napišemo nek program, ki potem senzorjem pove, kaj naj delajo, kdaj naj pobirajo podatke, na kak način jih naj shranjujejo na napravo in potem tudi pošiljajo kamorkoli pa, če treba. Ful dobro. Sliši se zelo kompleksno, ampak tudi zelo zanimivo. Ja, večino časa je. Ja. Koliko časa dnevno pa posvetiš svojemu delu? Trudim se, da bi bila v službi 8 ur, torej da ne bi se delo vleklo čez cel dan. Seveda včasih to ni mogoče, ampak načeloma poskušamo ohranjati to neko razmerje tudi med prostim časom. Super. Sedaj bomo naredili krajšo pavzo, ki jo bom sama izkoristila za predstavitev teme, ki je v tesni povezavi s kariero. Že prej smo omenili, da kariera ne predstavlja samo načina, kako uresničiti svoj potencial, ampak omogoča tudi finančno stabilnost. Do urejenih financ pa vam lahko pripomorejo tudi novi paketi mednarodne skupine UniCredit, ki je pokrovitelj podcast serije Kozmo Kariera. Mednarodna skupina UniCredit s sedežem v Milanu letos obeležuje 30. obletnico poslovanja na slovenskih tleh. Ker so radi v koraku s časom, hkrati pa želijo biti blizu svojim strankam, predstavljajo serijo novih paketov po zadnjih trendih. Paket lahko zamenjaš kar po spletu, brez obiska poslovalnice, še hitreje, kot bo minil tale najin podcast. Na voljo so 4 paketi, ki prihajajo skupaj z debetno kartico Mastercard, ki jo sedaj lahko uporabljaš tudi za spletne nakupe. Vsi vključujejo tudi mobilno in pa spletno banko, se pripada pa ti tudi pol leta brezplačnega vodenja računa. Za ceno kavice na mesec si lahko omisliš paket digitalni, ki je ta hip eden najugodnejših na trgu, z uporabo pa lahko prejmeš tudi do 30 evrov nagrade. Sproščeni, aktivni in brezmejni pa so prilagojeni tvojemu življenjskemu slogu. Samo oziroma sama lahko izbereš tistega, ki ti najbolj ustreza. Z uporabo lahko prejmeš tudi do 40 evrov nagrade.
Pozabili pa niso tudi na mlade, ki lahko izberejo paket Sproščeni za mlade in je brezplačen do dopolnjenega 27. leta, ker denarja vedno primanjkuje, pa z uporabo lahko prejmete tudi do 30 € nagrade. Sedaj nadaljujeva s pogovorom z mojo gostjo Evo Černčič-Osojnik, matematično analitičarko in pa razvijalko programske opreme. In zdaj me zanima, če se ti zdi, da ima dober odnos s sodelavci in ekipni duh tudi povezavo s tem, kako si produktiven pri delu, kako si uspešen pri delu in kako rad hodiš v službo. Vsekakor ja. Torej, ekipa, s katero jaz delam, je res super. Torej, smo manjša ekipa, nas je okoli 15-16 trenutno. In za večino ljudi bi lahko rekla, da so moji prijatelji tudi izven delovnega časa in mislim, da je to zelo pomembno. Zaradi tega, ker v vsaki službi pride do tega, do stresnih dogodkov, do tega, da je nekaj neprijetno, da ti gre nekaj na živce. In potem, ko imaš sodelavce, s katerimi se lahko na račun tega malo pohecaš, oziroma je vzdušje v pisarni vedno pozitivno, je vse skupaj dosti lažje. Ja, se strinjam, super. Ali delo, ki ga opravljaš sama, pretežno opravljajo moški, ali je zastopanost žensk in moških v tem poklicu oziroma pri programiranju nekako enakomerna? Bi rekla, da kar ne. Torej, je tako, kot stereotipno mislimo, da je to bolj moško področje, na žalost. Mislim, da povsem neupravičeno, ampak brez problema bi bilo bolj zastopano tudi z ženske strani. Tako da dajte se punce opogumiti. Se pa verjetno tudi ta stereotip zdaj mogoče malo zmanjšuje, da je tudi vedno več žensk v teh poklicih. Ja, upam, da ja. Sicer naši fantje oziroma študenti, ki so pred kratkim zaključili študij programiranja, se še vedno pritožujejo, da dosti sošolk niso imeli. Ampak ja, mislim, da se počasi začnemo punce zavedati, da to ni samo moško področje in da ni dobenega razloga, da tudi same ne bi morale biti tukaj. Kakšen nasvet bi dala vsem tistim, ki želijo postati razvijalci programske opreme? Naj se kar lotijo zadeve, torej naj izberejo primeren študij. Tudi morda, če niso izbrali študija, ki je programiranje kot samo, naprimer tudi jaz sem študirala matematiko. Mogoče zdaj, če bi vedela še enkrat, bi se odločila za študij matematike z programiranjem, ampak takrat si nisem znala predstavljati. Torej, tudi jaz sem imela v srednji šoli zelo stereotipno predstavo o tem, kaj počnejo programerji in kako izgledajo in tako dalje. Ampak ja, programiranje je super za vse področja. Torej, tudi če mogoče si trenutno iz področja, kjer ne uporabljaš tega, nikoli ni prepozno, da se naučiš, je relativno novo področje. Na internetu najdemo marsikaj, kaj se lahko naučimo, tako da... Ja, se mi zdi, da zelo veliko ljudi se s tem že ukvarja brez, da bi imeli kakšno izobrazbo. Ker se da zdaj zelo dosti tudi prek spleta, prek YouTubea celo naučiti teh stvari. Definitivno so dosti bolj dostopne, kot so bile včasih. Zaradi tega, ker imaš ogromno blogov, na katerih opisujejo razne zadeve, tutorialov na YouTube, tako kot si rekla. Tako da je dosti načinov, kako se lahko vpelješ to. Če se ne motim, Steve Jobs dejansko sploh ni imel, ni hodil na kak faks. Ja, mislim, da ga je pustil, zdaj ne bi upala točno reči, kaj je bilo, ampak mislim, da ni zaključil. Ni zaključil. In da je že zelo pri zgodnjih letih začel s tem. Ja, vedno bolj zgodaj. Se mislim, da se vsi počasi zavedajo, da je to pomembno področje, tako kot se učimo tujih jezikov, mogoče tudi programiranje. Tudi v poklicih, ko morda ne pomislimo na to, naprimer, tudi nekdo v oblikovanju rabi svojo spletno stran in če dejansko razume, kako se naredi, kako se kakšna stvar spremeni, je potem življenje veliko lažje. Sploh s to digitalizacijo in spletnimi omrežji, mediji, se mi zdi, da je to zelo nekak poklic bodočnosti tudi. Ja, neko osnovno razumevanje tega je vsekakor dobrodošlo. Mislim, da v marsikateri državi so že začeli počasi to vključevati v učni načrt osnovne šole, srednje šole. Pri nas sicer še ne, ampak mogoče pa v bližnji prihodnosti. Ok, zdaj pa, da ne bova govorili samo o tvoji službi, se bova posvetili še tvojemu prostemu času in zaupala si mi, da svoj prosti čas najraje porabiš tako, da plezaš, tekaš, slikaš. Že prej si rekla, da si v bistvu v srednji šoli, da te je zelo zanimalo slikanje, ampak da s tem se nekako nisi želela ukvarjati kot svojo, da bi to v bistvu upravljala kot svoj poklic. In kaj zate pomenijo te dejavnosti, plezanje, tek, slikanje? Predvsem sprostitev, torej,
ko je dovolj dela, ko je dovolj ostalih stvari v življenju, torej tudi ko so razne stresne situacije, je potem to nekaj, kjer se lahko sprostiš. Torej, ravno zaradi tega, ker na primer slikanje ni moj poklic, je potem dosti bolj sproščujoč, ker ni dobene obremenitve povezane s tem, dobenih rokov, nič takšnega. Isto velja tudi za ostale športne aktivnosti, plezanje, tek. Se ti zdi, da s slikanjem dobiš tisto ustvarjalnost, ki ti jo mogoče primanjkuje pri delu, ali je tvoje delo že v bistvu zelo ustvarjalno s tem, ko neke programe ustvarjaš? Morda ni ustvarjalno v klasičnem pomenu besede, ampak ja, na nek način je ustvarjalno, torej spet treba se neko arhitekturno zasnovo programa zamisliti, kar bi lahko rekli, da je neke vrste ustvarjalnost, ampak zagotovo pa je potem slikanje in pač pravo ustvarjanje nekaj drugega, tako da ja, mogoče se kompenzira oboje skupaj. Kako pogosto pa plezaš in tečeš? Z neko športno aktivnostjo se poskušam ukvarjati vsak dan, zdaj to vsak dan ne uspe, ampak recimo, da je to cilj. Tako da vsak dan poskušam nekaj početi zjutraj. Plezanje pa generalno z partnerjem počnemo enkrat tedensko. Našli smo si skupino, ko se je odprl novi plezalni center v Mariboru, zdaj mislim, da že kakšna 4 leta nazaj, sva se lotila tega za naju takrat novega športa. Zdaj pa tako mislim, da po letošnjih olimpijskih igrah pa gre vse samo. Ne bo je vedno več ljudi, ki se s tem ukvarja, tako da. Kaj pa plezanje v naravi ali sam v tem centru plezata? Tudi plezanje v naravi, sicer ne toliko, ko bi si želela. Naredila sva tečaj plezanja v naravi, torej takrat na začetku, da se znamo varno varovati, potem uporabljati opremo in tako naprej, ampak ne, se ne ukvarjamo s tem dovolj. Vseeno je treba malo več priprav, pa vredo je, da greš skupino ljudi, ki poznajo to, da imaš torej boljše ljudi od sebe zraven, ker drugače kot začetnik se hitro zgubiš, ne zgubiš, ampak so ti stvari pretežke. Se ti zdi, da ima to, da plezaš, tečeš, pozitivne učinke na tvojo koncentracijo pri delu in da brez tega potem tudi ne bi mogla nekako efektivno in pa uspešno opravljati svojega dela? Ja, definitivno. Če ne samo dela, tudi ostalega življenja, mislim, da sem dosti bolj prijetna oseba, ko se ukvarjam s tem. Zaradi tega, ker lahko nekako odmisliš ostale stvari in potem dobiš tisto prijetno razpoloženje, ki ga vsi poznamo po neki športni aktivnosti. Ja, verjetno je šport tudi lahko neka vrsta meditacije, oziroma da vse to negativno si reka, da si zaradi športa bolj prijetna oseba. Ker lahko takrat res tisto, kar te teži, daš ven iz sebe. Ja, točno tako. Kot sem že prej omenila, sta šport in meditacija odlična vira sprostitve, prav tako pa omogočata tudi večjo koncentracijo pri premagovanju različnih izzivov. Na kakšen način pa ti prakticiraš meditacijo oziroma kako se ti umiriš? Strinjam se, da je meditacija super. Torej, s tem se strinjajo tudi vse raziskave, ki so kadarkoli bile narejene na to temo. Nažalost nisem uspela se ukvarjati samo meditacijo konsistentno, daljše časovno obdobje. Velikokrat sem probala, ampak recimo, da res najbližje, kaj je temu, so potem športne aktivnosti. Tudi med slikanjem si na nek način v tem meditativnem stanju, ko odmisliš ostale zadeve. Še ena morda nenavadna stvar pa je kuhanje. Kuham tudi rada in tudi vmes, ko pripravljaš stvari, ko režeš sestavine, je na nek način meditacija, pri kateri odmisliš ostalo. A imaš zadaj glasbo? Včasih ja, včasih ne, tako da odvisno. Eva pa v popoldanskih urah poučuje tudi na Višji šoli Akademija in sicer poučuje matematiko, statistiko, še kakšen predmet? Ne, v bistvu je to. Matematika se mogoče deli na različne programe, torej poučujem matematiko za program informatik, torej to je nov program, ki ga imamo in nekako gremo te osnove matematike skozi, ki koristijo programerjem, potem pa tudi na programu strojništvo, gradbeništvo in pa ekonomist, tam je bolj potem statistično usmerjena stvar. Kaj bi rekla, da je tukaj največja razlika kot pri delu s tem razvijanjem programske opreme? V čem se najbolj razlikuje? Verjetno čisto nekako drugačno delo. Ja, je kar drugačno delo, to je v bistvu predstavljanje znanja ostalim ljudem, tako da tudi potem komunikacija z njimi, kako predstaviš nekaj, kaj znaš sicer, na način, da je razumljivo ostalim, tako da tu je kar velika razlika. Kako pravilno predstaviti teme, da jih bojo tudi ostali razumeli, pa potem tudi samo delo z ljudmi,
narava dela je popolnoma drugačno, torej imamo predavanja, potem treba je pripraviti neka gradiva v prostem času. Tako da je kar drugače. Ja. Kako pa imaš čas za vse to, kar si zdaj omenila? Prej si rekla telovadba zjutraj, kužka maškega moraš peljati na sprehod, potem služba dopoldne, pa še potem poučevanje na tej akademiji. Kako si organiziraš svoj čas? Včasih težko, včasih je premalo časa za vse, ampak ja, poskušam biti organizirana, torej, da takrat, ko je se nekaj naredi, da se ne odlaga na kasneje, ker če preprosto zmanjka časa za vse. Torej, poskušam biti, koliko se da disciplinirana, včasih pa tudi ne gre vse skozi in potem pač določene stvari odpadejo. A imaš kakšne mogoče trike, na kak način biti najbolj organiziran? Ali samo to, da pač narediš nekaj, kar lahko danes, da ne to ne narediš jutri? Ja, to je eden izmed trikov, sicer ne pomaga vedno, vsi imamo kakšna področja, ko se res ne maramo ukvarjati z njimi, tako da tista pač prelagamo. Ampak mogoče planiranje, to tudi ni slabo, torej, da si približno vsaj začrtaš tiste pomembne stvari, ki jih moraš narediti vnaprej. Koliko časa prej si pa ti začrtaš tvoj nekak potek dneva? Že kak teden prej ali en dan prej? To je odvisno, jaz si ga že začrtam, ponavadi, ko ga usklajujem potem s svojim partnerjem, on ni navdušen nad tem, on je bolj spontana oseba. Ampak ja, če imam dosti za narediti, si ga probam zjutraj organizirati, kako bojo šle stvari skozi. Če pa imam večje stvari za pripraviti za službo, sploh to popoldansko službo s poučevanjem, pa si jih poskušam tudi par mesecev naprej zorganizirati, kdaj bom imela predavanja, kaj moram pripraviti do takrat, kdaj imamo izpite in tako naprej. Super. Eva, hvala za vse tvoje super in pa zanimive odgovore. Hvala pa tudi Unikreditu, ki je bil pokrovitelj te epizode Kozmo kariera podcasta. Kozmo poslušalkam in pa poslušalcem pa adijo! Adijo!